Ostajamo pri obmejnih območjih. Lansko leto smo obeleževali 50-letnico regionalne politike v Sloveniji in ne glede na to, da se je zamenjalo v tem obdobju več različnih zakonov in ne glede na to, ali smo opredeljevali manj razvita območja, demografsko ogrožena območja ali območja s posebnimi razvojnimi težavami, vedno so bila obmejna območja tista, ki so se izkazovala kot problemska. To so območja, katere močno zaznamuje državna meja in so posledično redkeje poseljena, težje dostopna, imajo šibkejšo gospodarsko strukturo, slabšo izobrazbeno strukturo, prebivalstvo je starejše, manj izobraženo in še kar nekaj je elementov, katere bi lahko v kontekstu obmejnih problemskih območij lahko vzpostavili. Ravno zavedanje posebnega pomena teh območij in njihovo persistenco v smislu manj razvitih oziroma problemskih območjih je bil vzvod, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisalo ciljni raziskovalni projekt na temo medresorskega povezovanja pri spodbujanju obmejnih problemskih območij in ta knjiga je rezultat tega projekta. V knjigi smo izhajali iz 90 obmejnih problemskih občin, ki so opredeljene z uredbo in prvo smo izvedli dve tipologiji teh občin, da bomo lahko te ukrepe čim bolj ciljno usmerili v področja in problematike, ki so najbolj pereča na teh območjih. Nato smo izvedli dve anketi, prvo med predstavniki občin, ki je izpostavila zlasti premajhen interes gospodarstva za naložbe na teh območjih, drago gradnjo infrastrukture ter pomanjkanje storitev splošnega pomena oziroma tržnih storitev. Na drugi strani pa smo s pomočjo študentov Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije, študentov geografije, izvedli anketni vprašalnik med prebivalci teh občin, ki pa je pokazal nekoliko drugačno sliko. Namreč to, da skoraj 80% prebivalcev je zadovoljnih z območjem, kjer živijo, seveda pa se zavedajo posebnosti tega območja. Same izpostavljajo problematiko pomanjkanja delovnih mest, težje dostopnosti ter predvsem dostopnosti do tržnih storitev, pa tudi izpostavljajo ukinitev določenih drugih storitev, recimo pošt, bančnih izpostav in tako dalje. Na podlagi zastavljene metodologije smo opredelili 4 področja, in sicer kakovost bivanja, prometno dostopnost, dostopnost do storitev in spodbujanje gospodarstva, za katere smo pripravili nabor možnih ukrepov, pri čemer smo jih skušali te ukrepe čim bolj prilagoditi potrebam posameznega območja oziroma tipa obmejnih problemskih občin. Rezultati projekta so bili na koncu dejansko tudi uporabljeni. Vlada je spomladi sprejela program ukrepov za spodbujanje razvoja obmejnih problemskih območij in le želimo si, da bojo ti dejansko tudi zaživeli in da bodo dovolj financirani strani države, na drugi strani pa, da bodo občine uspele zastaviti razvojne, prebojne projekte, ki bodo dejansko lahko izboljšali stanje na tem področju. To so dejansko, kot je že predhodnik omenil, demografsko precej izčrpana območja in vseeno velik del slovenskega teritorija, ki mu je treba dati priložnost. Za konec pa bi samo še omenil, da gre za sodelovanje 3 inštitucij, se pravi poleg ZRC SAZU tudi Inštitut za ekonomsko raziskovanje in Fakulteta za gradbeništvo geodezija, pa majhen popravek, jaz sem samo avtor, urednika sta pa dr. Drago Perko in dr. Jernej Tiran. Hvala lepa.